Namen današnjega srečanja je bil opozoriti na problem kronične bolečine v Sloveniji. Kronična bolečina ni samo tragedija za posameznika, ki jo čuti, ampak predstavlja tudi velik zdravstveni problem in družbeni problem. Kronična bolečina je bolezen, ki obsega vse aspekte enega življenja, od funkcioniranja, od čisto fizične okvare v telesu do čutenja bolečine, ki se oblikuje, ko takšni dražeči dražljaj pride na možgansko skorjo. Vendar na tej poti so tudi različni centri, ki vplivajo nasploh na naše duševno stanje, na naše čutenje in na izraz, katerega vsak, ki trpi bolečino, kaže na svoj način. Torej, ta duševna bolečina je vedno prisotna ob fizični bolečini in predstavlja tudi svoj način za obravnavo. Zato v obravnavi kronične bolečine ne uporabljamo samo en pristop, ampak več pristopov. Prav pri duševni bolečini je zelo pomembno, kako se obnaša zdravnik proti bolniku. Ta odnos zdravnik-bolnik je zelo pomemben, ker lahko bistveno vpliva na izid zdravljenja. Tamle, kjer bolnik se čuti, da je dobrodošel, da ga zdravnik razume, da mu dobro razloži bolečino, da mu razloži tudi način potekanja zdravljenja, dosegamo bistveno boljše rezultate. Zakaj je temu tako, je tudi kar znanstveno dokazano. V možganski skorji procesi kažejo, da s takim dobrim odnosom lahko bolniku pomagamo v soprijemanju z duševno bolečino in se dogajajo takšni procesi v možganih, da ojačajo notranjo obrambo proti bolečini. Torej, posebni kemični prenašalci so, ko jim rečemo endogeni opioidi, se sproščajo in vplivajo na lajšanje bolečine same. Torej, to je čisto znanstveno dokazano. A vendar, zakaj tako malo govorimo na teh posvetih o tako imenovani duševni bolečini? Ne bi rekla, da malo govorimo, ko govorimo o kompleksni obravnavi bolečine. Problem je v tem, da ponavadi neki bolečinski sindrom obravnava usmerjeni specialist in ta vidi samo svoje področje. Zato je bolečinska medicina dejansko ena medicinska veda, ki potrebuje svoje specifične strokovnjake in k temu tudi težimo. In kaj bi vi kot zdravnica spremenila pri zdravljenju bolečine? Pri zdravljenju bolečine je treba vplivati, kot sem povedala, na vse te aspekte bolečine, na dušo in na telo. Na oboje je treba misliti in ob tem doseči eno izboljšanje, ki bo bolnika popolnoma vrnilo v funkcioniranje v svojem okolju in v družbi.